Da boste vedeli, Sara ima danes rojstni dan. Mogoče se bom slin začela. Če mi bo prišlo, mogoče mi bo prišlo. Zdaj bomo zvedeli vse sočne stvari o Sari. Jaz bom imela porno hišo, jaz bom producent in bom snemala porniče. A si bila ti sploh kdaj zares v kakšnega moškega zaljubljena, s katerim si bila? Polka vejce postavila pravilno, bi kar šla z njim na zmenk, ne? Da se jaz, ko sem pijana, spremenim v eno tako mačko. Pač meni je tako kar prhajal. Da si bila kdaj zaljubljena v žensko? Meni zdaj še cel ta prhaja. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Boš ti začela ali bom jaz začela? Lahko ti začneš. Okej. Ali če bom jaz, ali Ne, kaj? bom jaz. Poje se meni komat v glavi že, odkar sem prišla in sem tako. Zapoj. 300 men after my command. Jaz zdaj poslušam en musical o Odiseji, ne? Grška mitologija pa to. Chef's kiss. Tako da tisti, ki ste že prebrali Manacled, naslednja postaja je, da poslušate Epic the Musical. In to je podcast o musiclih. Živijo, dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama, podcastu, kjer žal ne bomo govorili o musiclih, ampak novi igrački, ki sem jih jaz probala, ki mi je odprla tretje oko. Je bilo kar intenzivno. Ampak ja, preden nadaljujemo en disclaimer, pa še nekaj vmes moramo povedati, ampak še en disclaimer. Če te vsebine o spolnosti ne zanimajo ali pa si premlad za njih, ne poslušaj tega podcasta. Pa hvala, ker ju gledaš in ker si z nama vsak ponedeljek, pa please like pa komentiraj ta video, kaj lepega nama napiš, ko nama tu ful pomaga, da lahko še naprej te vsebine ustvarjava. Sva pa tudi zadnjič zvedeli, da ljudje mislijo, da smo mi plačane za to svojo službo, ker rečemo, da je to najna služba, ampak v resnici mi dve sva rekli, da bomo kar transparentni in mi dve naj vsaka epizoda stane tam nekje 500 evrov, ne? Tako Mi dve plačava za to, da smo Ja, tukaj. mi dve v bistvu plačava za to, da lahko govoriva, da se lahko pogovarjava in za to, da lahko vi naju gledate. Tako da, če nas tako rad gledaš, kakor mi rade to ustvarjamo, pa nama lahko od zdaj naprej častiš eno kavico, pijačko ali pa kar vibrator, link pa najdeš v opisu te epizode, Buy Me a Coffee se imenuje drugače. Če smo že transparentni, ves ta denar bo šel v najemnino tega studia in ne za resne kave, ampak še vseeno, ful nama pomeni vaš support. In tudi, če nimaš zdaj glih nekih finančnih sredstev, ki bi jih lahko dal, že to, da lajkaš pa subscribaš, narediš ful velik za tega, ker potem algoritem vidi, da ti je to všeč in v bistvu nama to že tako ful velik pomaga. pomeni. Jaz imam še zate eno darilo. Kaj? Joj, čakaj, takoj bom. Sploh ne vejo oni zdaj. Kaj? V glavnem, nama je ena Alenka Šaraut, ena poslušalka poslala tele zapestnice, pa še eno je poslala za Jana in sva imela že zadnjič, ko sva, ja. Jaz sem si jo potem dala dol, zaradi tega, ker me je strah, ne vem, se mi zdi, da če se bo zmočila, da se potem, ne vem, da me bo motor, ko bo mokro. Tako da zdaj, tvoje je tale, sem predvidevala, da imaš rajš vijolično, a ti jo zavežem gor? Ja. Okay. V glavnem, pač, najlepša hvala, najlepša hvala za tole, da je prste noter, da ti zategnem. Za tole zapestnico. Hvala za vse, ki nas gledate. Videla sem, da ena mi je napisala, da z svojim partnerjem vsak ponedeljek imate že zdaj rutino in da gledata tele epizode v živo in pač, kako cute, to dejansko. Še meni. Pa veš, kaj nama še veliko pomeni, da ko imamo epizodo, ne? In ko smo mi z Lucijo obedve vsak ponedeljek ob 8 na YouTubu, se pogovarjamo v chatu, nama ful pomeni, če napišete kaj, zato da vemo, da se same sabo ne pogovarjamo. Ja. In zadnjič je bilo tako lepo, ker vas je res veliko že komentiralo in se z nami pogovarjalo in jaz sem se počutila, kot da v dnevni sobi skupaj sedimo in gledamo in je bilo ful lepo. Ok, to je pa zdaj to, kar se začetka tiče, zato ker jaz vam moram povedati, kaj sem jaz doživela. Prosim, Okej. daj. Mene bo kap zdaj. Mi je že hotela prej povedati, pa sem rekla, da mora biti tiho, zato ker bomo zdaj. Intimni kotiček. To sem kar jaz naredila vod. itak. Ne zgleda, ker ne vem, koliko velik, ne, nima nekih izrastkov, kar ponovadi je meni ful zanimivo. Res je taka zelo basic zadeva. Tudi nisem toliko pričakovala od nje, zato ker Dej najprej povej, še zakaj se uporablja. glih hotela sem reči, A ja, ker to je sorry. stimulatorga točke. Ja, sorry. In meni samo stimulacija točke ne naredi veliko, razen tega, da kdaj skvrtam lahko, če se zelo potrudim. Ampak me je še vseeno zanimalo, kako bo, zaradi tega, ker zdaj vam bom prav pokazala, tale glava se vrti.
A daj, no, Lucija, pismo. Nisem vedela, kaj si vedela. Ja. Ker sem jo, valjda, ker je pisala tam na spletni strani, na Pitchpopu sem videla, ker sem naročala, je pisala, da se glava vrti in mene je zanimalo, kakšen je ta občutek. In v resnici, ko tako pogledaš, se ne vrti tako zelo grozno velik. Saj se ne rab velik. Kje nor občutek. Jaz sem to 2 dni nazaj sem tole stestirala. Hvala Bogu, ker jaz, ker sem to testirala, sem samo tako, ko mi čakam do sreda, da jaz lahko to Sari povem. In vsem vam. Skratka. Sploh ne vem, kje ne začnem. To daš noter in to je tok dober feeling. Jaz kaj tazga še nisem doživela. Pač to, ker ne rabiš nič delati. Ti daš samo to noter in pol nasloniš na G točko, pa sem še malo eksperimentirala na A točki, veš, to je še tam bolj globoko noter. In jaz mislim, da mi bo enkrat tudi prišlo sam s tem, ker jaz sem bila tako ful blizu, sam pol sem začela razmišljati, kaj če mi bo prišlo, mogoče mi bo prišlo, in pa sem se pa to je potem šlo, malo sem se zasrala s tem, ampak nič hudega, zaradi tega, ker pa sem uporabila zraven še en stimulator klitorisa, ki ga bom enkrat kasneje predstavila, on ga samoroga, moram ga še sam ga sprobati sam s tem, v kombinaciji s tem. Oh my god! Sara, meni je prišlo in pol se to ni nehalo. Jaz sem bila tam in to meni je kar prihajalo. Jaz sem bila tako že... Jaz sem zdaj začela pač to prakticirati, da manifestiram malo med tem, ko pač mi prihaja, zaradi tega, ker pač ta energija orgazma je ful močna in o tem bomo lahko enkrat malo več govorili, ampak res je ful močna in je škoda, da gre v vesolje in gre prazno v vesolje in jaz zdaj pač dajem nek namen vedno tem orgazmom. Jaz sem toliko enih stvari pač takrat zmanifestirala, pač meni se bo zdaj toliko stvari zgodilo in najbolj noro, Sara, pač meni je tako kar prihajalo in pol mi je sredi tega orgazma še prišlo. Pač jaz nisem še tega nikoli doživela. Kako to misliš pač zdaj? Jaz sem bila tako, meni zdaj še cel tad prihaja in potem sem ugotovila, da je pač sam toliko intenziven občutek, pač zato sploh ni bil več orgazm, ampak sem imela feeling, kakor da je in potem sem doživela še en orgazm. Tako sem ti zadnjič rekla, da se tako zlije vse skupaj v en orgazm tak dolg. Jaz nisem še nikoli česa takega doživela in to je bilo samo zaradi tega, ker se je to skozi meni noter premikalo. Ker prav čutila sem, pač ni bilo zaradi pač to je bil prav ta mešani orgazm, blended orgazm, ki je pač G točka in klitoris skupaj. In pač to je toliko dobro masira, pač to... Jaz mislim, da bi mogli to vsi sprobati. Jaz dam temu oceno 11 od 10. Res? Jaz kaj tazga nisem še nikoli doživela. Res, noro je bilo, noro. Pač veš, kaj je to, da ti kar prhaja in potem misliš pač, da je to vse skupaj še zmer orgazm, ampak v bistvu sploh ni, ampak je občutek, kakor da je in pol ti kar še bolj na hard pride in... Jaz imam metulčke v trebuhu, je to ena izmed tvojih najljubših igrač zdaj. Zdaj trenutno... Veš kaj, drugače mi je malo prizadane, da si ti tako dobro zbrala. Res! Ful si dobro tako vedela, kaj bi hotela. Ne, tu jaz bom si tu kupila, ko mi čakam, jaz to rabim. Koliko to dobro masira, tako... pa še malo vibrira. Pa še vibrira in masira in... V glavnem, na Pitchpopu to lahko dobiš, ime boste imeli tle napisan, ker jaz ne vem. Pozabila ime, kaj je tako prišlo. Da veš. Nora, tole je prav taka nadzemljska izkušnja. Res, nisem si mislila, da bo en stimulator G točke toliko intenziven, kot je bil ta. Wow, the best. Ja, I love it. The best, lahko se malo dotaknem. Ja, seveda, izvoli. Pa tako mečkanje. Ampak tu je tako dobra površina za G točko. Pač perfektno je. Čist drugač. Mislim, I love it. Ko mi čakam. Res. A veš, pa tako res ta konsistenten gib. Ja. Pa ka sploh ne rabiš na G točki ful pritiskat, ne? Se tudi s prsti lahko čist malo. Jaz sem si še kar pritisnila. Ja, pritisnila, ja, ampak tako premikat ne rabiš veliko. Ja, ta pritisk je. Ja, res ne rabiš veliko. To vse ste videli, kako se to premika. Tako čist malo. Joj, zdaj bi šla pa kar domov, pa bi to probala. Ne, moramo še 2 epizodi posneti najprej. The best. V glavnem, to dobite na Pitchpopu, skodo med nama 10% ceneje. Ja, veš, kaj sem ti še hotela zadnjič reči? Ne. Da, kad ti rečeš, da dobijo na Pitchpopu, ne, daj reč, dobite na Pitchpop. Veš zakaj? Zato, ker je bolj za algoritme, pa zato, ker besedo pogrunta. Tako da, tu dobite na pitchpop.si skodo med nama 10. Ok? Ja. Hvala. Zdaj sem jaz na vrsti. Jaz imam pa
en tak rabbit vibrator, ki na prvi pogled zgleda čist normalen, navaden rabbit vibrator, ampak Ni. ni. Tu ima električni tok. Ok, tu je elektrostimulator in to je narejeno tako, da ima tle okrog, tako na tej ploskvi, oddaja električne impulze. Okay? To zveni prav skeri. In pač jaz prisežem, da mene ni bilo še mogoče ničesar tako strah uporabiti, kot pa to igračko. Res. Zaradi tega, ker sem najprej, kako sem jaz to probala, kuk zdaj tu kao trese, ne? Sem dala tako roko gor. Ampak, pa sem pa brala, da ti stimulatorji so narejeni prav zaradi tega, da jih uporabljaš pač v nožnici. Ni narejeno za to, da na roki, ker se impulzi čist drugače prenašajo. In pol, ko sem jaz to prebrala, sem bila tako, ja, noč, zdaj si bom mogla dati tu not in pržgat, ne? Ampak, I'm shitting myself, res je bilo scary, full. No, pol sem pa šla od najnižje in nisem sploh nič čutila. Sploh. Pol pa, ko sem stopnjevala, ni bilo scary, ful je bilo dober. Veš zakaj? Zaradi tega, ker tudi skrb stiska. Ne vem, če ste kdaj imeli doma tiste za trening trebušnih mišic, veš, ko ti ga tako stisne. No, tu isto dela. In pač te po bistvu nožnice avtomatsko se stiskajo mišice, kar je ful dodatna stimulacija. In je crazy. Pa veš, zakaj je še crazy? Zaradi tega, ker včasih, ko masturbiraš, ne, in tu je vse tako sproščeno, ne, in ti lahko pa mogoče malo orgazem, ne vem, prestaviš ali pa malo štekaš, malo dihaš, da se mišice sprostijo ali pa nekaj. Ja, not with this, ne, tu pa pač se skozi konstantno stiska in ti nimaš nadzora v bistvu nad tem in pa ti kar naenkrat pride. V glavnem, ta stvar tle gor vibrira, zaradi tega, da je še malo na klitorisu. A ja, pa tu, kaj je še fora, ne? Tu sploh nisem vedela, tu sem pol prebrala, ko sem se pripravljala, da ima en avtomatski način za keglove vaje. Da ti on dela keglove na sebe. Ja, zaradi tega, da kao tu stiska noter in imaš prav programe različne, pač glede na to se stopnjuje, recimo, ne? Prvi dan delaš po ta prvem programu, drugi dan po, tako imaš prav, kako se reče temu, tečaj za keglove vaje. Ja, tečaj, ja. Ja, tako, pač da si pol na konc mester. V glavnem, tu me je v bistvu navdušilo nad vsemi tistimi, pa ful je zanimivo, če si tako še kam drgam na telu prisloniš. A pač elektriko tudi, prav. Ja. Kako pa to? Kaj? Na klitoris. Ne, veš kaj, mora biti dvojni stik, se pravi, Se ne? zato. Štekaš? Ja. Ja, ne glih na klitoris. Pajsko. Lahko, ja, ali pa med noge, ali pa tako tle v zadka sta ritnici, veš, pač vse je ful nekih načinov, A si ki je provala? lahko, ja. Ampak je čist drugač, ful bolj stresne, če daš to roko, gar ne vem zakaj. Drugač, ja, povej. Ne, zdaj tu govorim, ker da je to najbolj strašna stvar na svetu. Vse najboljše za ti, vse najboljše, draga Sara. Kaj? Vse najboljše Za ti. Čakaj. Oh my god! Kaj pa je ta torta? pistacija z malino. To je zate. In skoraj, pač ti si uničila presenečenje, ker si 100-krat rekla, da hočeš torto, a mi smo imeli to splaniran že veš koliko časa. Da boste vedeli, Sara ima danes rojstni dan in mi smo ji pripravili presenečenje s pomočjo LCHF-anje, oziroma kako se zdaj imenuje? Alorija. In Sara je že 10-krat rekla, joj, dajte jim reči, da imam rojstni dan za torto. In mi smo bili tako, Sara, ti Kaj so mi pa rekli? Ja, torte ne bo. Rekli so, da torte ne morajo poslati, kaj ne pošiljajo po pošti. Ok. Pistacije ne bo, kaj je tvoja najljubša, ampak je pa ne bo na tvoj rojstni dan. Ok. Hvala. Dajte mi še uno. Wow. Krof. Girl, lej to. Tam noter so s pistacijo, tukaj so z jagodo, tukaj so pa še krofi. Kao nad s pistacijo, ne bomo dobili. O, moj bog, ko lahko tu zdaj takoj probam. Ja, a lahko jaz? Pač, v glavnem, tisti, ki ne poznate, oni imajo vse brez glutensko, brez Ti sladkorja. govori, jaz bom pa jedla. Ok? Ja, Adam, LCHF,
dostavljajo po Sloveniji, mislim, da imajo od Celja, Celje-Žalec, Kranj, Ljubljana, tako nekako to pot, v glavnem od Celja do Kranja, ne do Ljubljane, lahko naročite in jaz bi tudi, oh my god, jaz zdaj sploh nekaj ne začnem, v glavnem. Najlepša hvala. To je drugače naš sponzor, ne? Hvala našemu sponzorju. In naj vam še povem, da če bi tudi vi radi kaj od tega probali, vam bom zdaj povedala, če je za kaj. Lahko uporabite kodo med nama 10 in vam dostavijo to, vsako sredo dostavljajo. Sorry, kad te prekinjam. Ker različajo. Ja, čak, joj, pa krofi, ne? Oh my god, kako so luštkani. V glavnem, če hočete sladice brez slabe vesti, tole. Ej, ta No, ne vem, pistacija, čak, da probam, da vidim, če je ta za kaj. pistacija je pa tako dobra. Sorry za polna usta, ampak če imaš rojsten dan, imaš pravico. Govoriti s polnimi usti. Povej, kako je to pistacija, ko se ti hecaš. To je najbolj sočna stvar, kar sem jih jaz jedla v življenju. Ampak imamo še kakšno, da mi še uno. Shit, prav danes zjutraj, ko sem hotela jesti, nisem jedla. Jaz drugače tudi nisem, zaradi tega, ker sem vedela, da bo notle. Še nekaj imam za povedati. Jaz imam ful rada tako velike stvari, mislim, ne? Tako da jih je veliko in da imaš pa tu, ni zdaj seksom povezano. Ampak da jih imaš veliko in da imaš tako polna usta hrane in tako, noro. In zdaj si lahko tu sedam usta, če čem, ko bom rojsten dan. Drugače. Sploh ne vem, kako to elegantno pojesti, meni je ful žal. Mislim, drugače mi ni tudi, ne. O moj bog, veste kaj? Vi ste pa res profesionalci, ker jaz ne znam skrivnosti zadržati, ne. In tu, da ste vi splanirali to torto in da je Alorija splanirala in da sem jaz v bistvu imam podcast, pa jaz nisem nič vedela, mislim, to je genialno. Jaz mislim, da mi lahko še kdaj pripravite kaj tazga. Tam je cela ekipa še vzadej, sam tega eni nočejo biti na kameri. O So moj sramežljivi. bog, ta je še boljša. Kaj to zdaj grdo, da jaz le odpiram? Zdaj ste videli vse behind the scenes, ne? Ti boš pa torto razrezala, ker imaš rojstni dan. Jo, jaz ko to torto... Veliko. Jaz, ko to torto vidim, bi tako ugrizelna jo. Ne, bi jo tudi delila, ampak najprej bi jo pa ugrizelna. Drugače, Sara je rekla, a lahko povem to? Ja bom. Ona je bila tako, dajte jim povedati, da vam je rojstni dan in da naj pošljejo torto in potem bo torta na kameri in jo bom jaz tako zagrabila z rokami in jo bom tako pojedla in bo to ful dobro za content. Ne, pa tudi zame bo dobro, bi bilo to. To bi bilo dobro samo za Saro in čist nič drugega. Probala je. Okay. Zdaj pa bom jaz tu razrezala. Meni je, mislim, hvala, ker nas gledate, hvala, ker ste z nami tako potrpežljivi, ampak torte vam ne moramo dati, ne? Jo bom jaz še na mest vas en košček povedala. A ja. V zadnji za kamero so rekli, lahko jo pa naročijo. To niste slišali. Lahko jo naročite na alorija.si, dostavljajo vsako sredo. Fora je pa, da je njihov moto za vse ljudi brez slabe vesti. In fora je, da imajo veganske stvari, brezglutenske, brez cukra, brez... Jaz se pa vprašam, kaj sploh lahko še je not, ne? Ampak zgleda nekaj dobrega. Tako da... Ja. Daj hitro, no, jaz bi rada že torto jedla. Ja, čak se. Kako se moram zdaj postaviti, da čim bolj... Čak, bom jaz to maknila. In kar je najboljš, Sara imava isti okus in tudi jaz imam najrajši pistacijo, tako da... Ja, jaz bom zdaj ta glavna. In... Sara je rekla, da ne ve, če že kdaj torto rezala, which is sad. A si nikoli nisi svoje torte sama kupila, pa jo jedla? Ja, ampak sem jo celo sama pojedla, pa sploh nisem razrezala. Ja, okej. Ja, tudi jaz. Wow. Lej to. Popolno. Pazi, da ti ne bo dol padla. Taki? Taki, ko zdaj tu jaz... Kaj je ta prvi kos zame? Glasujte. Evo, ta prvi kos je zate, ti ga tle šparam, a ne? Mogoče se bom slin začela. Ful je dober. Oh my god. Noč, jaz mislim, da bomo naredili revolucijo. Ker pač... Jaz sem bila 10 let veganka, ne?
In sem bila, pač sej, all power to the people, veganom, cool. Ampak jaz sem bila malo prikrajšana in zdaj. Minuta premora. In zdaj sem začela jesti sicer vse, ampak nora bi bila takrat vesela, če bi vedela, da Alorija obstaja. Da bi lahko jedla tako vegansko torto, ki imajo vsega vegansko in kaj še. Brezglutensko, smo tu sploh povedali. Že 3-krat. Meni je najboljša kombinacija sladkov in kava. Jaz sem tle zdaj espresso. Veš, kaj pa jaz bom še nekaj povedala, ne? Jaz imam najraje take sodelovanja, ko grejo tako v easy čez. Poglej, kako je to dobro, da nekaj tako ješ, pa da te presenetijo, pa da imaš rojsten dan. Kaj, če bomo danes naprej imela rada svoj rojsten dan? Zmer se malo stiskim. Bila. Res? Ja, zaradi tega, ko pol si tako izpostavljen, tako si na luči. Ampak zdaj se prav dobro počutim biti na luči, če koga zanima, tako da. Tako si pa ponovadi na luči, da ti je bilo neprijetno. Tako veš, jaz nisem povedala, da imam rojsten dan. In potem je tako nekdo enkrat v čist neki random situaciji, recimo, ne vem, na avtobusu, Sara ima rojsten dan in pokrat cel avtobus ti začne pet. Veš, kaj mislim, ali pa kar cela gostilna. In To se ti je zgodilo. Ja, tudi, ja, in pol jaz ne vem, kako naj se obnašam. In pol sem bila malo pod stresom, tako da danes sem se kao zmenila z Natašo, da nobenemu ne povemo, da imam rojsten dan, ampak zdaj pa boste vsi zavedno vedeli. Mogoče mi je to celo všeč. Wow. To je pa kar cute. Ok, 26. februar imam jaz rojsten dan, tako da vsako leto mi morate zdaj čestitati. Vse najboljše. Hvala. Fuck. To je najboljši dan. Koda za 10% popusta je med nama 10. Smo jim kar rekli, da jo morajo vključiti, zaradi tega, da se boste na njo spomnili čist vsakič, ko imate rojsten dan ali pa je kakšna posebna priložnost, pač alorija.si, med nama 10 in to je to, ne? Pa spomnite se na najo, pa res uporabite najino kodo, zaradi tega, ker imamo tudi me od tega nekaj od vsakega prodanega izdelka. Mislim, da je to tako lepo, da se spomnejo ljudje. Se strinjaš? Tako da ta med nama se čisto lahko zapomniti, med nama 10 pa tudi. Ok, zdaj moramo še Dajva še unboxing, to odpreti, ker ja. mene res zanima, kaj sem dobila. Kako cute. To je nekaj. S pistacijo. Kukiji s čokolado in lešniki. Pa prav kuki napisan. The best. Hvala. Joj, zdaj se pa počutim, da imam še jaz rojstni dan. Oh my god. I love it. Joj. Brez sladkorja drugač, tako da prav me zanima, kakšna je. I love it. Hvala. Joj, Alorija, I'm so happy. Jaz nisem še nikoli imela tako lepega rojstnega dneva. Zdaj bo vsak to klep. Zdaj bomo vsakič, Ja. ko bo imela Sara rojstni dan, snimali podcast, ker bo Sara tako zorganizirala datumsko, Ja. da bo dobila darila. Zdaj ste postavili ful visoke standarde. Res. Ja, kaj bomo drugo leto naredili? Tako da ne vem, pripravite že zdaj, Aloriji je treba napisati, da drugo leto mora biti pa še bolj. The best. Ok, Ja. kje smo pa sploh ostali? Ti si razlagala o elektrostimulaciji. Tej igrački dam jaz oceno 8 od 10. In tu je sem zaradi tega, ker bi si želela, da ima ta del za klitoris daljši. Doseže ga, ampak malo bi tako večjo pokrivnost hotla. Tako da, drugač pa je love it, ful je tako enostaven za držanje. Pa pač še vedno, čeprav sem ga že tako ene 10krat uporabljala, še vedno vsakeč, ko ga tako preden pržgem te električne toke, sem tako malo. Ampak tudi vibrira, valjda zraven, ta cela stvar tudi vibrira, pa posebej lahko upravljaš električni tok, tako da lahko ga tudi izključenega imaš, ne? Če ga nočeš, lahko ga imaš vključenega, lahko imaš samo električni tok. Tako da, ja, pitchpop.si, med nama 10. Nice. Jaz sem drugače enkrat parila tazga v roke, ker nisem vedela, da ima električni tok.
In jaz ga tako prižgem, se igram, pač tam so bili neki testerji, veš, in jaz tako držim, in mene začne trest po roki, jaz sem se tako strašila. In sem tako, tale vibrator imate pa pokvarjen tukaj, mene je tale malo stresal, tole pa ni v redu. In pa so mi rekli, ja, ne, to tako mora biti, to je na električni tok. In jaz sem tako, say what? Yeah. In pa so rekli, upam, da ga nisi prejela v roke in kar prižgala, zaradi tega, ker je lahko to nekaj slabo. In sem tako, točno to sem naredila. Ampak ni bilo nič hudega. Tako da, ne vem točno, kaj bi se lahko zgodilo. Ne vem, mislim, da lahko na srce vpliva, če ga kar držiš v Pač roki. ne pa si ga ga ne dati napolno. tako lepo pod pazduho, ne? Pač sicer niso tudi tako močni, ampak piše pa vedno tudi, da če imaš kakšne probleme s srcem ali pa kakšne srčne Aritmije? pa tiste ne, ki imajo eni neki ustavljeno A ja, spodbujevalce, da to pač pol ne uporabljati. Dragi gledalci, prišlo je do spremembe plana zdaj sredi tega snemanja, kar niste videli vmes, je bila 20-minutna pauza, ko smo ugotovili nekaj stvari. Sicer danes, prvo kot prvo, bi mogli imeti enega ful dobrega gosta, ki bo zdaj enkrat kasneje, in sicer Aleksandar, ki dela tantrične masaže. Sara je bila pri njemu na tantrični masaži in jaz, ko mi čakam, da to slišite, ker pač kaj tazga je še nisem v življenju slišala. Drugič, zdaj imamo novega gosta in to je Sara. Glih. Živa. Rekli smo, da bomo govorili o seksu s prostitutko, ampak tudi ta epizoda nas čaka v prihodnosti, zato ker tole je bonus epizoda. To vi že veste, zato ker ste videli naslov. Mi smo pa to zdaj ugotovili. In zdaj bomo zvedali vse sočne stvari o Sari. Pač Sara je šla zdaj na čik in mi smo se cela ekipa tlele zbrali, večina ekipe, in smo po brainstormali nekaj sočnih vprašanj za Saro. In zdaj boste zvedeli vse, kar sploh niste vedeli, da vas zanima o njej. In bomo kar začeli. Ja, in to je prvi vroči stol. Ja, Oh, ja. In v glavnem, jaz sem zdaj tole zaprla. Tega Je. zdaj ne rabim, okay. ker zdaj imam tlele. Wow. Tako da upam, da vam bo ta epizoda všeč. Jaz mislim, da vam bo. Sem prepričana, da vam bo. Okay. Napišite potem na koncu. Če imate pa še kakšno vprašanje, za Saro ali pa za mene, ga pa napišite pod spodaj v komentar. Loga napišete tudi nama na Instagram, pač med nama Instagram, na mail, pa bova kdaj v prihodnje tudi še kaj odgovarjala. Na to, ne? naslednji rojstni dan, ne? Recimo. Ok. Da najdem najtežje vprašanje. Scary. Zdaj me je pa strah. Pa bomo kar s tem začeli. Ajde. A si bila ti sploh kdaj zares v kakšnega moškega zaljubljena, s katerim si bila? Ne vem. Ne vem, če sem bila v resnici. Jaz sem tako, veš kako sem jaz včasih? Jaz sem šla na zmenk in jaz sem bila vedno tako prepričana, da zdaj je pa tu pravilna oseba zame, ker sem bila tako obsedena, zaradi tega, ker sem vedno seksala na prvem zmenku. In potem se mi je v glavo ustavila obsesija o nekem tem človeku in pa sem bila kar z njim. In v resnici se zdaj sprašujem, če sem jaz sploh bila kdaj zaljubljena v moškega, kjerkoli. A si bila kdaj zaljubljena v žensko? Ker zdaj si tako specificirala, da v moškega, da nisi bila zaljubljena. Ne, veš zakaj? Zato, ker se žensk bojim. Jaz ne vem, tu imajo zihar te bisexual ženske, hej, imajo zihar vse isti problem. Pač ne tako, moške je ful enostavno očarati, ne? Pa piško imaš, pa lušna si, pa vsi moški, pač to je dovolj, ne? Ampak žensko očarati, o moj bog. Tu pa kudos vsem moškim, ne? Ker tu pa res moraš imeti več globine, več potrpljenja, več se moraš ukvarjati, več se moraš pogovarjati. In pol sem se žensk do zdaj malo izogibala. Pa tudi tako, veš, na ženskem ne, recimo v javnosti, ne, se tako lezbijke ali pa punce, ker so jim punce všeč, saj me se ne osvajamo, kaj pa boš? Saj ne moreš, saj ne veš, ne? Kako bo pa neka, zdaj, če nisi glih nek tomboy, da se tako točno ve, da si zdaj ti točno ve, da si lezbijka, ne? Kako bom jaz vedela, če si ti lezbijka zdaj? Da te osvajam. Ne bom. Ne? Ja, drugače to je res težko. Ja, tako da pol se ne in pol gremo na Tinder, ne? Na Tinderju pa ženski Tinder tako zgleda, da me se pomečamo in pa imamo pa vse v opisu napisano, ne rada pišem prva. In potem se zgodi tudi, da noben nič ne napiše in pol ni nič. Tako da tudi, zdaj jaz raziskujem v bistvu, če so mi všeč moški in ženske, ali so mi sem ženske, ali so mi sem moški, ali kva. Ne vem, kako to veš v resnici. A kaj ti je všeč? Ja. Jaz mislim,
da je težko zaradi tega, ker imaš ženske na en poseben način lahko rad in moške na drug. Se mi zdi, da je mogoče ta ljubezen tudi malo drugačna. Pa ne, da je ena močnejša ali pa manj močna. To ne potrdi nekdo, ki je ampak to sem enkrat brala malo o tem, da je drugač, ko si ti zaljubljen v žensko, pa v zvezi z žensko, da je to itak drugačna dinamika, ne, obe imata to žensko energijo. Tudi če je ena malo bolj prevzame dominantno vlogo, pač vseeno sta obe ženske. Ja. In po mojem zaradi tega to težko vedeti. Mislim pa, da ima veliko ljudi, ki je tako, ki ni čist straight, ne, da nas ima, ali pa ki ni čist gej, da nas ima veliko tako, tu, čakaj, kaj pa zdaj, kad tako si z moškim, pa misliš, pa je v redu. Pač ne, tako se hočemo postaviti. Jaz se hočem vedno tako malo, kako se reče, pač postaviti to eno, ne, ali zdaj sem straight, ali sem gej, pa tu biti neki v mestu mi je pa tako, joj, pa ne vem. In ja, ne vem, zdi se mi, da ima veliko žensk, bisexual žensk, pač tu, da smo zmedene malo, da ne vemo. Ker jaz res ne vem. Ampak nisem pa opolz do seksa niti z moškimi, niti ženskami. To pomeni, da so mi všeč in moški in ženske. No, Lucija, prosim, če mi ti zdaj poveš, sem jaz straight, sem jaz lezbika ali pa sem vmes. Kaj ti misliš? Jaz sem prepričana, da si neko vmes. Okay. Itak so o tem že govorili, o tej lestvici. In ti pač si sigurno vmes, zaradi tega, ker pač razmišljaš o obojem. Me pa zanima, ali lahko pričakujemo, da bo tvoja naslednja zveza z žensko? Definitivno. Ja? Definitivno. Jaz sem zdaj v obdobju, ko mi grejo moški malo na živce. Sorry, vsi moški mi grejo na živce, ali pa sem lezbika, ne? Guess, ne vem. Pač, ja, malo se ne vidim zdaj z moškim. Žensko tudi ne, v resnici čist. Ker nisem še nikoli bila, veš, in pol je tako čudno, pač, ker lahko si zvezo z moškim si lahko predstavljaš, ne? Ali pa vedno sem imela v glavi tako, da če se bom poročila, vedno imaš tako moškega zraven, ker je v risankah zmer moški zraven in ta ideja se pol tako čist zašifta, če pa se zdaj žensko poročiš, veš. To je tako, čist ne vem. Ne. Jaz zdaj, ko te gledam, jaz si te res ne predstavljam z moškim. Jaz te vidim z žensko. Ja. In evo, ko smo govorili o tej lestvici, pač še zmer sem prepričana, da si neko vmes, ker če ne, te ne bi moški niti malo zanimali. Ampak mislim, da se ti res bolj nagibaš proti temu, da so ti ženske všeč. Zaradi tega mogoče tudi nikoli si imela te neke ta prave povezave z moškim, zaradi tega mogoče zdaj, ko si ugotovila, sploh nisi bila nikoli zares zaljubljena v moškega, si mislila, da si. Ampak po mojem ti je glih ta ženska energija manjkala. Mislim, da ti to ampak rabaš. zakaj pa pol hočem kdaj seksa z moškimi? Zaradi tega, Ko ker jaz si to ful horny. čutim. A ja, ne. Pa sej, a veš, se ti pravim, pač privlačate še vse. Ampak jaz to je do to. ženske ne čutim tako. Recimo, če jaz pridem v sobo Ja. in sta tam moja sanska ženska in moj sanski moški, jaz do ženske čutim tako, lepa je, mehka je, rada bi se je dotikala, ampak tako, za biti v zvezi, pa zato, da bi mene shendlal nekdo, imam pa feeling, da lahko sem moški. Ampak mogoče imam pa tudi tak feeling, ker sem vedno o tem tako razmišljala na tak način. Štekaš? Mi da so bili včeraj za gledalce na enem podcastu in si ti govorila o tem, kaj si želiš od partnerja, da ti da. In tvoje ena stvar, ki mi je tako res ostala v spominu in ki si te ful bolj predstavljam glih zaradi tega žensko, ti si rekla, da hočeš nekoga, ob katerem si lahko igriva, ob katerem si lahko ženstvena, ob katerem lahko ta tvoj notranji otrok pa zaživi, s katerim se lahko zabavaš. Ampak ti ne da tu maskulin moški? Lahko, da za vse poskrbi, pa da ti lahko si otrok. Lahko, ampak jaz mislim, da ti to rabaš od ženske. Jaz te res vidim. Ja, jaz mislim. Ja. Pa hvala Bogu, da imam jaz rojsten dan enkrat na leto, da si mi ti tu zdaj povedala, ker mogoče pa tu resnica. Boš probala zdaj. Ja, tudi na Tinder sem si naredila, ne? Zdaj sem ti rekla, kaj o tem. No, če vidite Saro ženske na Tinderu in napišite prve, ker ona očitno to hoče. Ampak, dejte, ja, če vam je všeč Sara, vedite, da ne bo napisala prva. Če vas je swipala, pište ji. Ja, ali pa zdaj, prav razmišljala sem tako, ful prijaznih moških mi je zdaj pisalo, ne? Odkar imamo podcast, glavno. Mislim, tudi ful debilnih moških, ampak je pa tudi ful prijaznih moških, pa moških, ki se znajo pogovarjati, pa ki vejce postavljajo, ne, tu me čisto čara. In pol, ki vejce postavlja pravilno, bi kar šla z njim na zmenk, ne, ampak ko pomislim, joj,
Mene to nič kaj preveč ne zanima. Veš kaj, še to ne. Jaz mislim, da sem jaz v fantih, partnerjih, moških fotra iskala. Tu, da sem ga v prvem, je že jasno. Ne, tu smo po moje že obdelali, ne vem, če smo. Ne, Ampak če smo, povej. Ker sem bila jaz stara 18 let, ne, sem bila z nekom, ki je bil 28. In jaz prisežem, da sem imela jaz tako čisto neke, kuk da bi bila hčerka njegove občutke. In ful, polka pa mislim, jaz sem pa pač seksala tudi z njim, ne, ampak pač čudno. Ampak jaz sem res iskala nekega fotra. Tako da mogoče ta moja potreba po moških sem izhaja iz tega, da bi nekdo zame poskrbel, ampak da v resnici bi hotela biti žensko. Najbolj bi pa bilo, da bi bila kar z obema. Z moškim in žensko. Zdaj, ko si rekla, da si v partnerju iskala očeta, Freud se zdaj tako smeji v grobu. Ja. On je tako, sem vam rekel. Ja. Mislim, tudi to, da bi imela ti več partnerjev, te vidim, jaz mislim, da še nisi pripravljena, da pač tako čustveno, da še nisi pripravljena na kaj tazga, niti približno. Ja. Tako da začni najprej si najti eno punco, Okay. bomo pa videli. Ok, kako imaš pa na svet, da dobim pol še to stvar, ki sem jo zdaj skozi iskala pri moških, fotra? Iskreno, ne vem. Ok, jaz tudi ne. Če veste vi, napišite v komentar. To je pa, Ja. pa glede, mislim, mislim, si hodila, hodiš na terapije in Ja. če ti, ja, pa daj mogoče tam se na to osredotoč, ker toliko pa res nisem pametna, nažalost, Ja. da bi ti znala tlele kaj reči. Ja, če ima kdo izkušnje, kako zaceliti te travme, Ja. začeti. Mislim, prvo pa Ravno. tudi to, kako vedeti, če je to resnica. Ampak jaz že nekaj časa čutim, da je to mogoče resnica. Ne, sej. Ampak so mi ženske tako strašne, da pa ni se zgodilo. Ja, jaz, ko mi čakam, da dobiš punco, jaz mislim, da boš ti prerojena oseba. Jaz tudi to mislim. Zdaj ne vem, bi nadaljevala s temi ljubezenskimi vprašanji. Pa Mhm. dajmo. Ok. Ok. Sara, a je to res, da ti kar vsakmu daš, ki te ima lepo pogleda? Pač zdaj, ok, zadnje leto pa pol, ko si v celibatu, ne? Ampak prej ti bi kar z vsakim seksala, ker pač je pokazal interes in če ja, zakaj? In če ne, zakaj? Ja. Če mi je bil lep, pa če je bil dosti foter, sem kar. Ampak jaz sem iskala nekaj čist drugega. Jaz sem tako šla s takim otroškim namenom na zmenke, ali pa tako, če sem šla s kom iz kluba domov, ne. Tako, jaz si nisem v resnici, ni bil tako v mojem scenariju v glavi, ali pa moja želja, da bi seksala z njim prva, ne. Jaz sem hotela, da me ima nekdo rad, pa da se nekdo malo z mano ukvarja, pa da mi nekdo kaj skuha, pa tako pol, ko se je kdaj zgodilo, da sem bila 3 dni pri komu, pa je zame skrbel, jaz sem pa knjigo brala na kavču, pa perfektno, the best. Tako da, včasih sem to ful počela. Ja, zato, ker me je tako čaralo, če sem bila nekomu všeč. Okay? In jaz pol sploh nisem nikoli, ko sem hodila na zmenke, ali pa, mislim, sploh nisem jaz res hodila tako na zmenke. Jaz sem šla na en zmenk, jaz vsakič, ko sem šla na zmenk, sem pol kar bila s tem človekom. Štekaš? Mogoče sem imela 2 neka tako zmenka vmes, pa da mi je bilo bedno ali pa nekaj, pa nisem bila z njimi, ampak drugače je šlo pa tudi tako, pač jaz sem nekoga nekje videla, ponavadi na Tinderju, sem šla z njim na zmenk, pa sem se odločila, da sem z njim poročila in pa sem bila z njim. Dokler mi ni šlo tako na živce, pa vse mi je šlo tako na živce, da pol pač sem končala to razmerje, mislim. Koliko si imela ti takih razmerij, da jih zares šteješ pač kot razmerje? 3. 3. Ja. Koliko so trajala? Prvo 3 leta, drugo 1 leto, pa tretje 3 leta. To je kar. To je skupaj. Ja, veliko. Ja, Pa vmes si imela še kakšne tako. ja vmes, Malo ko manj pa resne. sem bila samska, sem pa, ja, ponavadi, ko sem šla ven, sem vedno z nekom šla domov. A to so bili tako samo one night standi, ali se je kdaj prelevilo? Okay? Ne, nikoli, ful redko, da sem jaz imela prav one night stand, vedno sem imela pol še z istim človekom. Ampak ni, kaj sta se dobivala samo za seks, sta bila prav zmenjena, da boste samo seksala, ali si ti upala, da bo kaj več, ali kako je to pol Jaz sem izgledalo? vedno upala, da se bom z njim poročila, po moje. Tako se mi zdi. Okej. Ker, ja, vedno sem to upala. Kao? Ja, ne sem.
In pa se je tudi včasih pač iz teh Friends with Benefits pač zgodila neka zveza, zaradi tega, ker je bil nek trauma bond, ker sva oba dva samo hotla. Ne vem, da je konc tega iskanja, ali pa da je lažje, če imaš nekoga. Pa tako, in pol smo bili kar skupaj. So sad. Ampak koliko časa je pol to ponovadi trajalo? Kaj, še Ja, mesec? ta zadnja je bila tako, 3 leta. A ja. Ja, Ampak pač to se pravi. Zdaj Aha, moram jaz ono to. vmes. Ja, to se pravi, imela si 3 te resne zveze. Ampak pač Ja. te vmesni, ki ste pač, ne vem, ste šli, pa ste seksali, pa ste se potem še družili. Kako je to izgledalo sploh, pač ta odnos? To je izgledalo tako, da je vedno prišel recimo nekdo k meni se družiti in pa, ko sem jaz preveč pila, pa smo vsi pili, pa smo vedno tudi seksali. In pa se je tudi tako ponavljalo, velikrat. Tako zabavno, kao je bilo s prijatelji. Tako, vedno smo se pol tudi družili. Ampak to, ko rečeš s prijatelji, pač ti in ta oseba, ali vas je bilo tako več tam? Ne, jaz pa ta oseba. Mhm. Ampak, kadar smo se pa pol skupaj družili še s kom, ne, je pa tudi ta človek bil, ali pa več njih, ne vem. Ko sem imela zabavo doma, je prišlo 10 teh ljudi, recimo. Čak 10 ljudi, s katerimi si ti seksala, casually. in smo se vsi pač zabavali, družili. Nismo kako si se odločila? Aha, nisi pa z nobeno takrat seksala. Ne, Ali si takrat zdaj sem bila enemu že s tem ta zadnjim v zvezi, recimo. In kako se je on počutil, ko si se ti družila z bivšimi? Takrat je rekel, da je vse super in kul, ampak pol mi je pa, ko sem šla na razen, povedal, da to je bilo njemu tako grozno. In zdaj, ko pomislim, je bilo res grozno, ker jaz sem takrat mislila, ne, da hočem biti z več ljudmi. Štekaš? Jaz sem takrat mislila, da mi je tudi tako, da hočem biti jaz z več ljudmi, da sem lahko z več ljudmi v zvezi. In pol sem jaz pač to tako povedala, lej, to je moj način življenja in če ti hočeš biti z mano, pač to sprejmi. In pol je sprejel, ampak pa mi je povedal, da je bilo grozno. In ko pomislim na to situacijo, da sem jaz takrat tako ful pila in bila trashy in je bil on tako zdraven, kot moj partner, groza. Ampak te zabave. Ti si bila tam s tem svojim bivšim, ampak ti z unimi nisi nič imela. Samo pač bili so tam in on se potem pač mu je bilo tako bedno, ker si potem, že če si ga pogledala, mu je bilo tako verjetno bed, ali Ne, on je rekel, da se jaz, ko sem pijana, spremenim v eno tako mačko. kaj to pomeni? Ne vem, da sem tako erotična, ne vem. Tu mi je veliko ljudi reklo. Ampak si bila erotična do njega ali do vseh tam? Ne, da imam pač tako energijo. Da pol imajo vsi občutek, da z njimi flirtam in da njemu je to bilo ful težko. Aha. Ampak mogoče pa tudi avtizem. Ker jaz pač res gledam vse ljudi v oči in v obraz, ker jih drugače ne razumem in pol. V glavnem, to mu je bilo ful neprijetno. Ja. No, me veseli, da si omenila avtizem, ker tudi o tem imamo vprašanja. Skratka, to si ti zdaj že na podcastu parkrat omenila, vsake toliko časa kakšno stvar dropneš, ampak nikoli nismo tega zares naslovili. Ja. Koliko časa že ti sumaš, da imaš avtizem in koliko časa je zdaj to tako, no, pač ni več sum? Jaz sem že tako 3-4 leta nazaj, jaz sem v glavnem ful hodila na terapije. Ful, že 10 let skozi neki hodim na neke terapije. In ful stvari sem porihtala, ampak pa so pa neke stvari ostale. Recimo to, da moram imeti jaz skozi slušalke, no, še jaz jih, ko grem kamorkoli ven iz hiše ali pa na avtobus ali pa kjerkoli. Ali pa da moram iti vedno po isti poti. Ali pa da mora biti vse enako postavljeno. Ali pa da me ven vržejo spremembe plana pa tako. Okay? Tu se pa pač ni popravilo. S terapijami in teh terapij je bilo milijon in jaz sem bila ful super, ampak pač te stvari so ostale. In pa mi je enkrat terapeutka rekla, pač Sara, jaz mislim, da je to nekaj, kar je v tvojih možganih in pač mogoče moraš iti na neko preiskavo, ker imam jaz feeling, da mi dve čez tu ne morava priti in da je to neka prilagoditev, ki jo ti rabiš. In pol sem jaz razmišljala, jaz se že tako 5 let trudim popraviti, recimo meni je šlo strašno na živce, da moram imeti slušalke na ušesih, ne, ko grem ven. Štekaš tako, pač vsi ste lahko brez slušalk, pa ste tako v svetu, jaz pa pač me v stisko spravljajo zvoki, ful me zvoki in strukture me v stisko spravljajo in oblačila in vse. In jaz sem se pol konstantno probala tu popraviti in sem pač konstantno mislila, da je z mano nekaj narobe. Štekaš? In da se moram sem dovolj potruditi, da bo boljš. In pol mi je ona rekla, ja, lej, mogoče pa ni to resnica, pojdi na preiskave. In pa sem šla in tudi, ko sem tam prišla, je ona meni rekla, pač lej, tu zveni kot Aspergerjev sindrom. In jaz sem bila tako, pač kako avtizem? Pač kako poznamo avtizem ali pa ti splošni primeri, ne? Tu pač jaz nimam avtizma, jaz sem si tako mislila, jaz sem pametna, znajdem se, pogovarjati se znam z ljudmi, čustvujem lahko, ne? Tako, pač ni mi bilo jasno. No, potem je ta ženska ugotovila, kao da imam samo obsesivno-kompulzivno motnjo
Okay? To je A bilo ti si ni rekla, ne, jaz nimam avtizma in pol rekla, ok, pa imaš pa. ona me je poklicala tja, kao zaradi tega, ker sem ji jaz govorila po telefonu, kaj je z mano, je rekla, ja, mi ti bomo dali teste za avtizem. Okay? In pol mi je dala teste za avtizem in ni bilo nič ni pokazalo. In pol mi je dala pa še teste za vse ostalo. Kako to zgleda test za avtizem? Ful je bilo tu tega, to je tako trajalo, tu imaš ful testov in pol odgovarjaš na vprašanja. In vprašanja so tako random, ful so random. Jaz mislim, da oni nekako preverjajo, kako tvoji možgani delujejo. Recimo, prav spomnim se, ga mi ni bilo jasno, eno vprašanje je bilo, v otroštvu sem treniral lokostrelstvo. Veš, tako kar neki. Ampak to je trditev, to ni vprašanje. Ja, ampak tam si mogel Kako je bilo? obkrožiti, ja, ne, Aha, recimo, aha. ne. Pa tako, čist random so bila vprašanja, ful so bila random. In pol imaš razne slikice, ki moraš povedati, kaj vidiš na slikah. Ne, tako, veš, packe pa tako. Pa neke zlagaš kocke, tako, kakor igra je, po moje oni. Pa sem se jaz doma sprašvala, kako bom zdaj jaz pravilno na ta vprašanja odgovorila. Jaz grem zdaj na test in jaz bom pravilno odgovorila. Ampak kako bom pa vedela, kaj je pravilno? Ja, boš pa že malo razmislila, ne? Ampak jaz mislim, da sploh ni bil tu fora. Po mojem so oni nekaj drugega gledali. Štekaš? Ne tam odgovor ja ali pa ne. Jaz sem pa tako dobesedno vzela, ne vem. No, glavno, ona je pa ugotovila po unih testih, da imam jaz obsesivno-kompulzivno motnjo, ker me ven iz tera vržejo stvari, pa ker mora biti vse postavljeno pravilno, pa ker gre moje življenje po pravilih, pa ker vse dobesedno jemljem, v glavnem OCD. Ampak pa sem pa jaz ugotovila, da imam pa ful enih še tako drugih stvari, ne vem, s čustvovanjem povezanih, ki pa mi ne pašejo obsesivno-kompulzivno motnjo, pa ki mogoče s to terapijo prav za obsesivno-kompulzivno motnjo se pač ni nič izboljšalo, ne? Kako pa zgleda ta terapija? Tako, da se skoncentriraš na točno pač na točno določen problem, ki ga imaš, pa exposure therapy, da se izpostavljaš temu, da recimo, ne vem, če bi jaz hotela zdaj tle, če bi ti premaknila zdaj tu pa tam, ne, da bi tako naredila. Groza, ne, ampak jaz da nalašč pol tu moram kdaj v življenju delati. Zaradi tega, da se malo sprostim v tej grozi. Da je tu zamenjano tle. Kako takrat, ko si šel v poslo spat? Ja, meni je pol nekaj ful grozno, ja, ta sposlo, ja, je bilo tudi ful No, daj grozno. povej to. Pač jaz, a tukaj nisem hotela v posli spat, ali tukaj nisem v umazani posli hotela spat? To, ko sploh nisi hotela v posli spat. Pač jaz sem navezana na stvari nekako. Tako, tudi, ko smo avto prodali, ko sem bila otrok, ne, sem se jokala za tem avtom in sem od kolupčka dala. Jaz sem imela strašno rada ta avto. In isto igračke, pač ne vem, če imam jaz tako igrače, več igrač, moram jih konstantno tako menjati, veš, ne more ena igrača biti zapostavljena tam, pa da z njo ne spim, ne, čeprav je neudobna, pa čeprav je nekaj z njo narobe, ampak ne moreš zapostavljati tega. In pol tako malo menjam, veš, kakor da bi imele te neresnične stvari tako osebo. Ok? In pol, ko se jaz navežem na stvar, je moja. Pač je moja in jo obožujem in jo sprejmem v življenje. In pol sem dobila novo poslo. Poslo je iz trgovine, ok? Ni moja. Jaz pač niti pod razno ne morem spati v novi fucking posli, ok? In ta posla je tako najbolj kraljevska možna, ful dobra. Ampak pač ta posla ni moja. V moji glavi je bilo tako, ta posla ni moja. Ta posla ni moja in jaz ne bom šla spat v to poslo. In pol 2 meseca nisem šla spat v to poslo. Ne? In vsem sem se lagala, kako je ta posla super. In kako jaz ful rada spim v tej posli, ker nisem sploh znala ljudem razložiti, da jaz ne morem v tej to poslo iti spat. In pol sem pač ugotovila, da je tu ta. Pol sem pa pač naredila exposure therapy, pa tu je en ta težek primer. Tu je čisto enostavno. Tu pač malo spregledam zdaj že, pa je v redu. Ne? Tisto je pa bilo tako konc sveta. In sem pač rekla, en večer je nacara, pač ti greš zdaj v poslo spat. Konc, jok, stiska, groza. In pa sem šla v poslo spat in zdaj je ta posla moja. In lahko spim v tej posli. Tako se pol navežem, ne vem, ne znam ti razložiti. Težave imam s prehodi. Tako s prehodi iz situacije v situacijo. S premembami, zamenjavami, take stvari. Kadarkoli ni kaj rutina. Okay? No in pa sem začela malo to raziskovati in se ena klinika, bom dala tudi v opišče, koga zanima, na Primorskem ukvarja prav specifično z obsesivno motnjo in z avtizmom. Fora je pa, da zdaj nove raziskave kažejo, da OCD pa ADHD nikoli nista sama.
Se pravi, da ni to primarna težava. Da smo vedno mislili, da ima nekdo ADHD, pa OCD, ne? Avtizem je bila pa posebej. Okay? Nove raziskave kažejo, da je vedno tle zdraven še Aspergerjev sindrom. In da sta v bistvu ta dva simptoma tega, da imaš ti Aspergerjev sindrom. Okay? Tako da, in jaz sem tu je meni se zdelo, da jaz prvič v življenju sem slišala nekaj, kar je resnica. Res. Tako da, zdaj sem v procesu tega, da res dobim diagnozo, je pa fora, da je pač te stvari ful težko diagnosticirati, v smislu, da če gre moški pa ženske imajo ful različen avtizem. In pri moških se spozna ful prej, zaradi tega, ker imajo, pa zdaj jaz nisem noben strokovnjak, sem tako govorim, kar sem si zapomnila. Imajo več, ne vem, learning disabilities, bolj se jim vidi tako z interakcijo, imajo večje težave. Fora pri ženskem avtizmu imamo pa ta trait, da posnemamo ljudi. In ne vem, če se ti kdaj spomniš, ko sem jaz tako v službi govorila, da jaz ne razumem, zakaj se ljudje govorijo dober tek, da mene to sploh nič ne zanima. Da jaz pač rečem dober tek, zato ker vidim druge, da rečejo dober tek. Se spomniš, ker jih teh stvari, tako nekih random, ki jih jaz tako sem ponavljam za ljudmi, zaradi tega, ker vem, da tako pač je, kukar, ne? In pol je težko ženskam, ko imamo avtizem, na splošno, zaradi tega, ker mi same sebe pretentamo. Mi toliko časa se že delamo, temu se reče high masking avtizem, da jaz nisem vedela, da jaz nisem jaz. Štekaš? In meni se je tako cela slika v življenju podrla. Jaz ne vem zdaj niti več, ali sem jaz bila všeč unim moškim, s katerimi sem bila, ali sem jaz ta oseba, kjer sem bila. Štekaš? Sploh. Tako, in zdaj sem začela šele odkrivati, kakšna sem v resnici ali pa kaj mi paše, ko sem se nehala delati. A se ti zdi, da si imela tako kar malo krizo identitete? Ful. Ja? Ful, v smislu, da pač jaz sem sama sebe pretentala, jaz nisem vedela, kdo sem. Jaz sem si zamislila, da je moja persona neki, tako da sem jaz kao nek tako malo umetniški duh, da sem malo hipijevski duh in to je bilo zame pravilo, ne, te dobesedno. Jaz tako dobesedno jemljem stvari, da pač se pol zasidram v to idejo o temu, ne, in pa sem jaz tu kar hotela biti. Ali pa sem kar od drugih jemala personality. Jaz nisem vedela tega. Štekaš? Ja. Pa se naučiš, ne, če niso tvoji odzivi pravilni na neke stvari, ki z nekom komuniciraš, ne, jaz vidim, da nekaj ni, ne, in pa sem se naučila, kako je treba reagirati, kako se je treba pogovarjati. Brala sem knjige, pa obsedena bila s človeško psihologijo, ampak nisem jaz vedela, da je tu zaradi tega, ker jaz ne znam tega. Okay? Sem pa, hvala Bogu, dosti pametna, da pač me tu rešuje, da pač, ker obstajajo pa tudi, ne vem, ženske z avtizmom, ki nimajo visokega IQ. Tu je tudi zdaj se ful izpostavlja ta problem, da niso vsi avtisti tako, da se pa lahko zdaj mi delamo neki, ne, da smo taki. Štekaš? Jaz sem v glavnem pogruntala, kako se moram obnašati. In sem se tako obnašala. Meni je bilo tudi tako težko, jaz sem pa prišla do tega burnouta, panični napadi. Pač jaz nisem imela paničnih napadov zaradi tega, ker, ne vem, ker je bilo z mano nekaj narobe, ampak zato, ker jaz sem se pač tako močno mogla cel čas pretvarjati, da sem imela prave odzive, zato sem sovražila rojstne dneve, ker so ljudje pričakovali vedno, da sem vesela, oziroma sem mislila, da to je prav. In pa jaz se pa nisem znala delati pa odzvati. In pol sem sovražila to, ker pol pa ne vem, ni bilo pravilno pač, ne. V glavnem. In pa sem pač imela burnout in to je ta klasična zgodba z ženskim avtizmom, pač, ko se tako močno delaš, pa misliš, ne, da moraš še malo bolj se potruditi, pa bo vse normalno s tabo. Ne, pa boš lahko komuniciral, pa niti nikoli mi ni bilo jasno, ta očesni stik, ne, recimo. Jaz se tako, moji možgani se skozi ukvarjajo s tem, kam morajo gledati, recimo. Kam ti gledaš človeka? V oči? V usta? Ja, jaz tebe zdaj v oči gledam. Ampak gledaš prav v oči? Enkrat sem slišala... V tega te gledam. No tu, vidiš, jaz pa pol sploh ne vem, jaz malo menjam, zato ker ne vem, kaj če bom predolgo unga gledala, pa bo čudno, pa pol unga, pa kratko strmim, pa ne vem kaj. In pa mi je enkrat rekla tudi terapeutka, Sara, navadni ljudje se ne sprašujejo teh stvari, kam morajo gledati, pa če čudno gledajo v oči. Pol pa tudi nekdo mi je enkrat rekel, da pač je tu čist preveč dobesedno vzamemo, da pač tu očesni kontakt ne pomeni, da ti strmiš v ene oči od nekoga, da tu pomeni samo pač ne vem v resnici, kaj pomeni še zdaj, ampak da ti lahko tudi kam drugam malo gledaš. Ja. Ja, je tu resnica, ne? No, pa sem enkrat prebrala,
3 sekunde ne smeš, več kot 3 sekunde ne smeš gledati v oči od nekoga, zaradi tega, ker pol bo neki si mislil, ne vem, kva vse. In pol sem jaz probala, pol se mi je štelo v glavi te 3 sekunde, koliko časa moram gledati in kdaj moram stran pogledati. Ja. V glavnem, nič. Zdaj smo ugotovili, da je to najbrž tu. Diagnoza pride, ko pride, sem pa jaz tudi prepričana, tako ko berem te stvari, pa jih gledam, da se tako regular ljudje ne sprašujejo celo življenje, če imajo avtizem. Se ti sprašuješ, če imaš avtizem? Ne. Ok. No, tu, mogoče še. Ne, pa imaš pa krizo identitete, pa malo misliš nekaj časa, da se sem delaš, pa da se pretvarjaš pač. Sama sem bila tako doma in sem bila tako, pa zdaj pa prosim se nekaj dela, da imaš avtizem. Pač bod normalna, le. Deli stvari tako, kot jih vsi ostali delajo in se nekaj pretvarja. Tako da pa je ta klasična, pa ful vidim na TikToku, da je prav tak, da imajo ful podobne izkušnje. Noč, zdaj smo pa na tem, da sem malo tu sprejela in probam ugotoviti, kaj v resnici meni paše, pa kako se hočem v resnici oblačiti, pa kako hočem govoriti, pa malo sem spustila to idejo, da nekaj moram biti, sem zato, ker ste vsi drugi taki. In pač sem zdaj, vem, da se ne rabim se čisto še malo potruditi, da bom normalna, ampak da se ne rabim toliko truditi v resnici v življenju. Mislim, meni si taka, ker si čisto super in te imam rada tako, kot si. thanks. Ampak, glej, te bom videla, kakšno boš zdaj postala, ne? Ja. To zdaj si mi bila všeč. Ja. Ne, hitam se drugače, mi bo še naprej. Ja. Te podpiram na tej poti. Tako da, če boš kaj rabila, kdaj, sam reč. Ja. No, drugače, ti si potem zaradi te najprej tvoje diagnoze z OCD-jem dobila tudi neka zdravila. To se ful spomnim drugače, ko si razlagala, koliko ti je dobro, zdaj, ko si na tem, da lahko kar funkcioniraš in da lahko ful stvari narediš kar nekaj v dnevu. In sem pa ful vesela zate, da si pač to dobila in da tako deluje. Ampak en od stranskih učinkov je pa, da nimaš libida, ne? Oziroma, da tako se zelo zniža. In to se pri ogromno ljudeh naredi in tudi pri tebi se je. Ja. Kako se s tem spopadaš? Zdaj že tako kar nekaj časa. Zdaj si še zmeraj na teh zdravilih, ne? Ja. Okay. Kako ti je? A si želiš, da bi to prišlo nazaj? Zdaj si tako imela še to izkušnjo s tantro, pa je še to malo vplivalo. Kako si trenutno, kar se tega tiče? Libida. Pač jaz sem se ful operala zdravilom drugače, celo življenje. Zato, ker sem mislila, da pol fejlaš, pa da pol nisi dovolj naredil, pa da se nisi dovolj potrudil. Ampak pol mi je bilo pa konstantno v življenju tako težko pa naporno, da pač sem rekla, lej se, kaj pa imam zgubiti, če tu še probam. In potem sem probala. In potem se je tako moj mindset shiftal. Jaz sem takrat ugotovila, da jaz nočem biti s partnerjem tistim, s katerim sem bila. Štekaš, kot da bi se tako mi mal, ne vem, možgan odprl. Drugače, na antidepresivih sem, če koga zanima. Acentra, se pa ne zdrav za centro samo depresije, ne, kot nekdo reče antidepresivi, pač depresija. Ne, so tudi za panične napade, anksioznost, obsesivno-kompulzivna motnja in tako naprej. V glavnem, jaz sem pol to dobila in pol nisem bila več skozi v stiski in nisem rabila, da nekdo zame skrbi, pa sem skenslala in te moške in vse. In pol pač sem ugotovila, da jaz nočem kar z nekom seksati. Pol sem ugotovila, da tudi nočem nasploh seksati, ampak še zdaj v resnici do tej tantrične masaže sem jaz mislila, da se mi je pač libido tako sam po sebi znižal in da je pač nizek, ok? Ampak mogoče sem pa jaz z glupimi, glupe odločitve sprejemala in sem bila z moškimi, ki mi niso bili kul, pa ki se niso do mene dobro obnašali, pa ki jaz nisem hotela biti z njimi. In pol, ko sem se tega končno rešila in sem pomislila na to, kako mi je bilo včasih, ne, sem tako odrezala. Pač jaz nočem tega več, jaz nočem seksati z moškimi, jaz nočem več sploh seksati, jaz sem to včasih ful počela in pa sem šla v drugo skrajnost. Ne? Tako belo-črn svet. In ja, sem se kar malo izogibala tako seksu in vsemu s tem povezanim, ker nisem znala sprocesirati tega, zakaj ne čutim spolne želje. Nisem znala sprocesirati pač recimo, ne, zakaj ali do moških ne čutim, ali sploh ne čutim, ali zaradi antidepresivov ne čutim. Ja, pol mi je pa enkrat tako, sem razmišljala pa čakaj, če jaz nimam libida, ne, pa ljudje, ki nimajo libida, masturbirajo.
Ker jaz sem vsak dan masturbirala, meni je bilo sama s sabo, full cool. Ampak jaz sem si zamislila, da jaz nimam libida. Ti si vsak dan masturbirala. Ja, ful, ja, Ja, to velikrat. ampak a si tako, si želela, ali ker ti si rekla tudi, da velikrat masturbiraš samo zato, ker si Ja. tako, malo mi je dolg čas, bom to naredila. Ne, prav čutila sem telesno, tako, pač potrebna sem bila. To pomeni, da imam jaz To pomeni, libido. da imaš libido, Ne? ja. Štekaš, pač tako Mhm. telesni občutki, prav tako, se vsi vemo, kakšni so telesni občutki, ne? Štekaš? Ne, da jih upiš, prosim. Ja. Pač ni bilo tako, da sem si jaz samo rekla, veš, kaj včasih masturbiraš, zato ker si zaspan, ne? Pa da boš hitreje zaspal. Ne, Ja. jaz sem prav čutila to. Okay. Ja, okay, to je. To pomeni, to sem jaz pol enkrat prišla do tega, da okay, mogoče pa jaz imam libido, ampak se nisem bila sposobna s tem ukvarjati. Ne? Ker naslednja točka je bila tako, ja, čakaj, če imam libido, pol tudi bi hotela seksati z nekom, ampak s kom ne. Mislim tako, veš, kaj zdaj, z moškimi mi je bilo glupo, ne vem, glavno. Noč, pa sem šla pa na tantrično masažo. Pa sem ugotovila, da jaz v resnici imam libido in da čisto vse štima, da jaz sem pač rabim nekoga, ki me razume. Okay? In da se pač nisem počutila razumljeno, se pa tudi nisem počutila razumljeno, zaradi tega, ker me ni mogel človek razumeti, ker niti jaz sama nisem vedela, kaj sem pa kdo sem, štekaš. Ja. In pa sem kar nekaj govorila, kar se mi je zazdelo, da je bilo prav in nikoli mi ni bilo prav. Tako da pol sem se na tej tantrični masaži počutila ful razumljeno, pa počutila sem se, kukor da včasih ne rabiš preveč govoriti, zato da bi te nekdo razumel, ker jaz sem vedno hotela razlagati skozi vse, kaj se mi dogaja v možganih. In sem zato, da bi me nekdo razumel. In pol sem tam v sredini bila tako, fakt, mogoče pa sploh ne rabo včasih človek govoriti. In zdaj se mi zdi, da jaz imam libido in da si ful tega želim, ampak da si pa nisem želela nazaj v tiste situacije, zato sem si odsekala ga. In mislim, da mogoče zdaj, ko sem tu povezala, se mi zdi, da ima veliko ljudi tako s tem težave. Tako ne dejansko z libidom, da prav s telesom bi bilo nekaj narobe, štekaš. Ampak da si ne želijo več tažga seksa, kakor je bil. Ima to smisel. Ja, ja. Ne, sigurno. Si ti danes moja terapeutka, tako se počutim. Ful sem dobrih zdaj stvari ugotovila. Hvala ti. Z veseljem. Ja, To je moje darilo, evo. Za tvoj ja rojstni dan. hvala. Drugače pa ne, meni se to zdi čisto smiselno, kar si rekla, ker libido je tako ena tako zakomplicirana stvar in tako veliko ljudi je, ki rečejo, joj, dej, a so kakšne tablete za libido? Pa če bi bilo tako enostavno, bi bilo ful dobro. Ja. Pač sej, lahko tudi to pomaga v resnici, ampak moraš prej še kakšne druge stvari razčistiti pri sebi. Ja. Pa ker smo že glih ravno pri teh stvareh, ki pomagajo pri libidu. Ja. Zdaj mi pa ti povej. Za tiste, ki, mislim, to v bistvu ne veste, ker to Ja. še nismo sploh zares povedali, ampak Sara v bistvu zdaj že skoraj je izdelan nek nov produkt, ki bo za libido, za ženski libido. A si ti to se spravila delati zaradi sebe? A si Ja. ti to hotela pač za svoje težave rešiti? Ker to se v bistvu glih takrat začela enkrat. Ja. Jaz sem, fora je bila, da glavnem, jaz sem nehala delati v drugih erotičnih trgovinah in mi je pač teta Nataša rekla, da mi moramo imeti skupaj erotično trgovino in ne vem kaj. In pa smo pač čez te pogovore, ker smo se mogli začeti o tem pogovarjati, ugotovili, da se pač z istimi težavami soočamo, ne? Da se soočamo obedve s pomanjkanjem libida, ne vem, ona zaradi menopavze recimo, ne? Jaz pač nisem vedela zaradi česa, ampak sem se s tem soočala. Tako da pa smo malo raziskvali, kaj bi ti lahko pomagalo. In poleg itak vseh teh navadnih stvari, da si posebnih stvari, ki jih pač ljudje pozabimo delati, da si pač vzameš čas zase, da se neguješ, da pač si potrpežljiv s sabo, da si v vsakem dnevu nameniš tako nek trenutek, ko se tako mogoče malo zahvališ samemu sebi, pa se res počastiš, kakorkoli. In pa smo prišli na eno idejo za en produkt, ki je tako moj otroček in se tako najbolj možno veselim. Tako da ja, v bistvu smo hoteli rešiti svoje težave v prvi vrsti, hkrati smo se hoteli vsak dan počutiti kot kraljice in hoteli smo pol tu, kar smo me ugotovile,
ponuditi tudi drugim ženskam. In smo kar rekli, ja, nič ne, to bomo zdaj naredile, še nikoli se nismo s tem ukvarjale. In zdaj se dela. Tako da ne vem, mogoče je tu zdaj trenutek za te okuse, ne? Lahko ti najprej poveš. Ne bomo še povedali, kaj je ta izdelek. Mislim, jaz ne bom povedala, ampak... Ajde, se pravi, lahko. Ne, 2 okusa. Se ti tako ne veš vsega, ker to ti ne veš. Ti sploh ne veš. 2 okusa, ok? Pa zdaj napište v komentar, ti pa povej, kateri je boljši. Jagoda pa meta? Tako, tu je taka roskasta barva? Ne! Ni mi všeč, kaj je meta. Meni karkoli, da je zraven meta, mi je tako. Tako da naprej. Next. Passion fruit pa mango. To. Oranžna. Passion fruit je the best. Sex on the beach koktejl je tudi passion fruit, ne? Pa tako oranžen, tu je namig. No, to drugo. Ja. Ok, no vi pa napište ali jagoda ali meta, ali passion fruit pa mango. Ne napisati jagoda in meta. Veš, da je bila to moja prva izbira drugače, ampak zdaj, ko si pa tako rekla, ne vem, meta je meni tako, se pa se ni ful mete, tako malo. No, v redu. No, bom probala, če bo to tako, ampak ne vem. Prav. Ja, tako da zdaj tu delamo in we're so excited. Tako da rok, mislim, takrat, ko mislimo, da bo dokončano vse, je nekje konec maja. Je pa že Tako da, vsak čas. ja, na začetku poletja bomo kraljice in bomo tu probali in ko me čaka. Ja. Hot girl summer. Oh my god, ja! The best. In kako ti Love je, a ti je tako kaj overwhelming, ker zdaj imaš ti ta projekt za libido, pol imaš Peach Pop, pol imaš podcast, pa še 100 enih stvari, ki jaz kar ne morem verjeti, ker tako delaš en projekt, ampak je še tako 100 enih stvari zraven, ki so spadajo zraven, pa sploh ne veš, da spadajo. Že samo to, neka komunikacija med vsemi udeleženci. To toliko enega časa vzame, ker si sploh ne predvidiš, da boš, ne vem, 2 uri na dan samo na sporočila odgovarjal. Pa še to ni tako v kosu, ampak je kar tako razdrobljeno in imaš feeling, da nisi nič naredil, če se pa kar šel nekam. Ja. Če si iskreno, jaz večino časa ne vem, kaj delam. Vem, kaj delam, ampak jaz sem grem. Pač jaz se tako obračam, tako ko mi pade pač priložnost v naročju, jaz kar vzamem in pač probam in grem in mi je overwhelming. Sploh zadnje čase, sploh pred menstruacijo, tako, kar vse pustil, to zihar poznate, pa nehal, pa se zaprl v omaro za 3 dni, ampak enostavno, ko imaš tako podjetje, pa milijon projektov, pa se ne moreš, ne. In pol tu prilagajati mi je kar overwhelming, ampak se mi zdi, da sem se končno naučila zase poskrbeti, pa si tako vzeti počitek, pa naučila sem se, da moram vsaj pol ure na dan v temi, pa v tišini ležati in nič delati, pa tako. A tako sred dneva se vzameš? Ja. Ja, vedno, ko se mi zazdi, si vzamem tako čas. To mi je ful pomen. Kaj je bilo vprašanje? Pač kako handlaš vse to, vse te projekte? Večino časa se ne zavedam. Veš, tako, ker se ne zavedaš. Saj se tudi jaz se ne zavedam, da recimo tu gleda ful ljudi. Meni se zdi, da si sem Title, pa Jakob, pa par kameri, ampak tu so zato, ker smo imeli lepe, pa pač malo snemamo zraven. Ampak ni pa tako, da imam jaz občutek, da me kdo gleda ali pa kdo spremlja. Pa itak sem si vedno želela nekaj s seksom povezano delati. Jaz sem nikoli nisem vedela, kaj. Jaz sem zmer mislila, ali bom imela neko porno hišo, to je bila ona prva tako low ideja, kao. Jaz bom imela porno hišo, jaz bom producent in bom snemala porniče, ki bojo taki zavestni in bojo resnični scenariji in resnični pari in ne vem kaj vse. Tu je bilo tako, ne? Pa to še zmer lahko enkrat. Ja, ampak zdaj se ne želim več, zdaj sem ugotovila, kaj hočem delati, govoriti. Ne, pač tako, zdaj sem končno se mi zdi ugotovila, to jaz sploh ne vem, kako se je to zgodilo. Sam tudi mislim, da tako mora biti, pa mislim, da sem jaz vedela, da bo tako v življenju mojem, da bom jaz pač delala nekaj s seksom povezano. In zdaj delam. In vse pride ful bolj enostavno. Včasih, ko sem delala, ne vem, na loteriji, ko sem imela loterijo, ne, pač tu je toliko več brain powerja vzelo, ko jaz res nisem hotela tega delati. Štekaš, tu je po mojem en dan dela vzel energije za cel teden in to sem se sjokala in pred službo in po službi, pa skar nisem prišla v službo in ne vem kaj vse.
Zdaj pa, ko sem združila vse stvari, ki jih imam rada, tako delanje spletnih strani, marketing, govorjenje, podcast, seks, vse, tako oblikovanje, ne vem, hrana. Pač zdaj pa pride ful naravno, če sem čisto iskrena. Ful. Pač imaš kakšne minuse, kot je tudi, da moraš na maile ful odgovarjati, tam je pain. Ampak mislim, da je tu sem pa ponudbe pisati, pa pač včasih imaš dan za dnem celodnevne neke stvari. Ampak se mi zdi, jaz sem ful srečna zdaj, no, tako. No. Res, se mi zdi, da tako it comes easy. Zdi se mi, da lahko ful več je od mene, če tako delam nekaj, kar rada delam. Tako. To si pa tako lepo povedala, Thanks. da se mi zdi, da je tak lep zaključek Thanks. tegale spoznajmo Saro za njen rojstni dan segmenta. Tako da za zaključek si greva še Never Have I Ever, ki ga bom mogla zwingati, tako če imaš kakšno Ajde. idejo, ga lahko sama rečeš, jaz sem pa tle si pomagala Ne, s ti tem. kar zwinge, jaz bom pa pojedla še en tak cake. Ja, eno roko moraš imeti za to, da boš kazala. Tako da, Bom imela, ja. okay. Nikoli nisem imel občutka, da sem čist brez libida. Vsak mesec, vsaj enkrat. Imaš prav občutek, da se ne bo nikoli več vrnil. Ja. Ja, jaz, Ja, ja. Konc. Oh my god, nikoli nisem doživel orgazma, ki je kar trajal in se je zlil z enim in drugim in je bilo noro. Nikoli nisem uporabljal seks igračke z elektrostimulacijo. Jaz jo nisem, jaz sem samo roko porela, tako da žal. okej. Ja. nikoli mi neznanci na internetu niso napisali, kako si grda. Nikoli nisem dala odpoved v službi. Nikoli me niso odpustili v službi. In te niso sicer erotični, ampak Mm-mm. mene tudi ne. Ne. Nikoli nisem seksala z nekom in potem to obžalovala. A to smo že imeli. Ja, To ne se tega, da je stran. lahko tako, jaz dam lahko tu prstov dol 10 zdaj. Nikoli nisem bil na psihoterapiji. In še enega, ne? Jaz zdaj sploh ne vem, koliko sem jih že rekla. Nikoli nisem mislila, da sem lezbika. Si dala prst dol? Ja. Nova epizoda prihaja. Pa se to sem že govorila o tem. Res? Ja. A ja, To sem rekla, da bom saj jaz- res, da boš imela punco. Ja. Ja. Ok. Tako da, čak, koliko imaš zdaj ti prstov dol? 100, ne vem. Veliko. Edino prav, da si ti izgubila, ker imaš rojstni dan. Ok. Hvala, da ste bili z nami v tej bonus epizodi podcasta, lahko to ostane med nama. Če imate še kakšno vprašanje, ki bi ga radi izvedeli, odgovor na, ga napišite. In če vam je bila taka epizoda všeč, povejte, bomo še kdaj ponovili, ne? Ja, Kaj tazga. če so vam všeč take spontane, zmedene epizode. Jaz sem bila čisto v stiski, drugač za tole epizodo. Ker smo se kar sred snemanja premislili, da bo pa zdaj tako. Ej, veš kaj, jaz pa Tako da prosim ne se vem. dobro počutila. Rada odgovarjam na vprašanja. V resnici res, prav kot kraljica se danes počutim. Tu sem skozi hotla. Tako da, to je tu. Če imate kakšno vprašanje, kakšno dilemo, karkoli, nam lahko napišete na mednama.cast@gmail.com. Cake popse si lahko naročite na loria.si, mednama 10. Če ste še zmer tlele, napišite v komentar strelo. Ja, Ja, da vemo, kdo je do konca pogledal. ja. In To je to. to je to, hvala, da ste bili z nama. Lepo se veste in se vidimo v ponedeljek. To je že čez par dni. Že skoraj spet. Čau, čau, srečno.